Torej, v čast praznovanja rojstnega dne Radia Študent, 47. po vrsti, na vas nastopajoče najprej povabim k požirku žganja, da se duhovi sprosti in tako naprej. Hvala lepa. Inventura življenja, vrednote dela. Prvi dan v novem delovnem mestu. Sem dovolj vreden zunanjega sveta? Ne bodo imeli tukaj radi? Nisem si mislil, da bodo drugi lepši in neumnejši. Eden je grš od mene, vendar ne smrdi. Moram po kavo. Ko jo prinesem v pisarno, Ivan reče, če se ne veš, kar vprašaj. Vprašam, odgovor mi pošlje po Gmailu. Na WC-ju slišim sodelavki, najlepši in najneumnejši, kako me upravljate. Ta sprašuje, kot da je malo neumen, pa tudi preveč grden. Ko odideta, hočem z WC-ja, ampak sem se zaklenil. Nočem klicati ljudi po telefonu, danes sem zapravil že dovolj življenja. Zdravje. Skočim s kavča, moram jogati. Včeraj mi je prijela punca in rekla, kje je moj puši? Se razumem, debel in krhak, to moram zbrisati iz CV-a. Jogam, hodim, stojim. Ne da se mi več. Mimo mene debel par z debelim otrokom. To se zgodi. Zrediš se, rodiš otroka, zrediš otroka, redite drugega do zgodnega groba. Nazaj jogat! Jogam, pridem domov, prižgem TV, gledam doktora Filoza. Predebeli ste, jogat, skočim s kavča, jogam, vrnem se domov, čaka me punca. Primam jo in rečem, kje je moj puši? Skoči s kavča, joga, stojim pri vratih, se vašem, čakam jo, da se zamenjajo. Odnosi. Mami se je poročila pri 21. Mene je rodila teden po poroki. Včeraj sem praznovala 31. rojstni dan, pa še stolnujem s cimrama, ki je nikoli ne vidim. Prvič v življenju imam redno službo. Pokličem fanta, spet pije, spet je zadet. V zadnju slišam njegovega kolega. Prav, da imam premehne joške. Dobiva se po noč, cimri spita. Hoče prijemati moje male joške, kot me najde, rečem, da se morajo pogovoriti. Potem, ko mu ne pride, mu povem. Noseča sem. Prvo vprašanje, čigav je? Drugo vprašanje, imaš še cigareto? Nima smisla. Ne živijo še skupaj, niso poročena, ko nisem začela delati. Zaspival v solzah, praskah in objemu. Zbudi me signal SMS-a. Nujno moram pisati naši stranki, potem poklicati zdravnico. Ne vem, če mi zavarovanje krije splav. Ambicije. Izdala sem prvenc. Gotova bo uspešnica? Pobrala bom več nagrad? Založbe se bodo pulile zame. Prijateljice so vesele. Z revije me kličejo. Napiši članek, kolumno, esej, to. Napisala bom članek, kolumno, esej. Postala bom več, kot sem zmožna postati. Nova nadebudna pisateljica na obzorju. Ne bom več živela pri starših. V ogledalo ne bom več gledala zmedenega škratca. Oddala sem članek, kolumno, esej. Pokliče me moj združnik, stari in grd, ne bom več flirtala z njim. Nominirana sem za kresnika. Prvenec, ženska, časopisi se pulijo zame. Prijateljice me ne kličejo več. Na Rožniku me vsi grdo gledajo. Flisa reče, čevapčiči so vsako leto slabši. Ne zmagam, ko zmeden škratec hodim za baklonoscem. Prijateljice imajo spet rade. Kličejo me za nasvet, tudi one bodo izdale prvence. Povem jim, založnik je star in grd, ne flirta z njim. Razvoj osebnosti. Rojeno sem. Odklopijo me od maternice, priklopijo me na družabno omrežje. Še 5 minut nimam,
pa sem že družabno. Očka posname moje prvo dojenje. Čez minuto objavi slike na mojem profilu na Facebooku. Facebook ponuje več kot 70 možnosti spola. Očka so konzervativni, označeni za žensko. Objava o mojem rojstvu dobi tisti dan največ všečkov v našem krogu, vendar ne brez boja. Sosedov posnetek psa, ki liže muco, zgubi za 3 všečke. Mamica si naloži na telefon aplikacijo, ki jo opozori, kdaj mi mora podojiti. Aplikacijo, ki jo pomni, kdaj mi mora zbuditi. Pa aplikacijo, ki jo pomni, kdaj mi mora prebiti. Na Twitterju objavim sarkastične komentarje o kvaliteti oziroma nekvaliteti mamičnega mleka. Nek kreten se naslaja nad slikami mamičnih prsi, njega blokiram. Mamica je utrujena, skriva se pred mano in se sprašuje, če me ima sploh rada. Ker pa ima prižgan mobitel, zlahka izsledim in je pošlje posnetek njenega otroka, kako tragično joka. Vem, kako jo priklicati k sebi. Danes gremo prvič skupaj na izlet. Očka snema vse nas skupaj. Ko pridemo domov vsi skupaj, gledamo posnetek, v katerim vsi skupaj gledamo posnetek, v katerim vsi skupaj gledamo posnetek, v katerim vsi skupaj gledamo posnetek, v katerim... Popustna nedolžnost. V praprot povijeva otroka. Z lešniki in jagodami se hranijo. Poslušava žolno in šumenje v krošnju. Na jasi včasih ozreva košuta. Ti greš k reki, z otrokom te počakava v duplini. Stojiš nad slapom, po strvu poskakuje v toku. Z dlanmi zajameš vodo. Vrneš se. Z otrokom ti pijeva iz dlani. Po grlu nama zdrkne tudi nekaj zrnc peska. Še 3 se nama pridružijo. Lahko postavimo bivališče. Drevo nam podari veje in listje. Smejemo se, kot izpodrste na mahu. Po noči stiskamo drug drugega. Pozorni smo na rosomahe. Otrok spi. Zjutraj je tu spet sonce. Zaupamo mu. Poležavamo na skalovju in mu zaupamo. Živimo v sanjah. Ali pa morda v sliki iz reklamnega kataloga. Hvala za pozornost.